Živjo, ponovno pozdravljeni v inspirativnem pogovoru Bodi dobro v svoji koži. Z vami sem Darja in z gosti klepetam predvsem o negovanju in osebni rasti. Danes pa bo rdeča nit poleg lepote trajnost. Živjo, Nika. Živjo, Darja. Gostim Niko Veger. Marsikje sem že prebrala prva dama trajnosti, a ne? Oziroma bova še prišle na to. Jaz se ti najprej najlepše zahvaljujem, da si prišla. In za začetek mogoče, glede na naslov teh pogovorov, velikokrat govorimo o našem notranjem svetu, da smo dobro, a ne v svoji koži, ker je to pogoj. Bi ti rekla, da smo dobro ali pa bolje lahko tudi, če smo trajnostno naravnani? Ja, absolutno. Meni se zdi, da na dolgi rok je to zdaj nuja. To sploh ni več vprašanje. Pač vidimo, da podnebne spremembe so, da pač se dušimo v nekih plastičnih smeteh, da, ne vem, biotska raznovrstnost upada, ne. In pač to je tako na nek način zelo zaskrbljujoče in valjda, če v bistvu se zavedamo, da če k temu prispevamo, se nekako ne moramo več počutiti zelo dobro v svoji koži. Tako da, karkoli naredimo, a ne, je nam tudi boljše. Ne vem, z eno prejšnjo gostjo sem govorila, da že to, da mi hodimo srečni po naravi, se mi zdi, da je to neka dodana vrednost, ko pa da smo celi temačni in jezni in ne vem, pač vse to, a ne, lahko doprinese. En tak, se veš, medij, ki ti ful pomaga v marsičem, a ne. In se mi zdi, da v bistvu prav tako, če začneš neko vez gojiti z naravo, pač to so lahko sprehodi, ne vem, karkoli. Pol preko tega vsekakor jo bolj občuduješ in spoštuješ in nekako v bistvu s tem zavedanjem težje škoduješ oziroma pač poskušaš informacije, ki jih zdaj pač res je velika, ne, o tem, koliko že škodujemo naravi, upoštevati in se pač v vsakodnevnem življenju obnašati okolju prijaznejše, a ne. Tako glih danes sem gledala en post na Instagramu, pač kjer je profil predvsem o čiščenju doma, ne. In valjda to vsako žensko zanima malo kakšen trik, pa se veš, kako to poenostaviti pa tako. Ampak potem sem se zgrozila, ker čisto vsaka objava je bila čiščenje z nekimi kemikalijami, škodljivimi čistili, se pravi. Koliko v resnici čista bo tvoja kuhna, na primer pult, če si jo kar zdrgnila z, ne vem, nekim praškom, ki vsebuje ful škodljivih sestavin, sicer mogoče lepo diši ali pa imaš občutek, da diši lepo, ampak ti si mogoče samo prikrila neke vonje, ki tam ostajajo, a ne, dodala zraven nove kemikalije, poleg tega pa v vodo odplakano vse sorte stvari, ki ni biorazgradljivih. Torej, temu res lahko rečeš, da si nekaj očistila ali si v resnici samo na videz pač nekaj zabrisala, v resnici pa zelo zraven osnažila okolje, vodo. Skratka, tudi svoj prostor, v katerem živiš. To se mi zdi, da je v zadnjem času mogoče malo več govora o tem, tudi v povezavi s kozmetiko. Pač vse te kemikalije, s katerim smo mi obdani, mogoče ena sama v neki majhni količini ne škoduje, ampak koliko jih mi na dan naložimo v naš prostor, okolje, oblačila, kozmetiko, vse to ima nek vpliv, ne? Tak akumulativen, vse skupaj se zbira in na koncu v bistvu se sprašujemo, zakaj tako slabo živimo, ne vem, zakaj imamo toliko enih čudnih bolezni in tako. Tako da se mi zdi, da moramo biti bolj v tem smislu previdni, no. Itak, in jaz upam, da na koncu najnega pogovora, da bo marsikdo začel razmišljati, ker jaz, ko sem mečkan tole sestavljala, sem se res kar zamislila in sem rekla, oj bog, moje življenje ne bo več enako. A veš, mislim res. Ampak kljub po vsakem pogovoru, ne, tako, če se pogovor gre v neko globino, se mi zdi, da ti vsak pogovor lahko nekaj. Če si le sam odprt za to. Ampak tudi, če se midve ne bi pogovarjale, pa bi jaz sam malo prebirala o tem, a ne, se mene to itak ful dotakne, zaradi tega, ker sem že sama
veganka že iz tega, a ne razloga, in mi je narava tudi sicer ful blizu. Ja, in si že na tej poti. Jaz sem že na tej poti. Te poti. pozitivne vjačnice, veš, reče, pa kje naj začnejo? Ne vem, jaz mogoče pač tako moji prvi začetki, ali pa sploh ne vem, če so bili se prideva. Ampak tako se mi zdi, da te enkrat, veš, potegne in polkrat začneš razmišljati, to področje širane in težko nekaj, za kar si res srcem verjel, da je prav, polkrat tako zanemaraš, pa rečeš, ok, to sem zdaj slišal, ampak ne bom upošteval, ali pa glede okolja, ali pa glede trajnosti nasploh. Ne. Sam se mi pa zdi, da vsem je pa težko po moje držati en balans, da ne padeš čist v to sceno, a veš, da je mogoče težko, ampak lej, se bova mogoče še razpletle tole, no, ker jaz vem, da sem mogla, ker sem že 30 let ne jem mesa, jaz sem se mogla nekako sprijazniti, da ga drugi jejo. A veš, da nisem drugim težila, da nisem in gledala v krožnik, da v bistvu svojim domačim natežim. Ampak to je proces, kot vsaka, veš, nekega zorenja in učenja, ne vem. Pač karkoli novega se učiš, ti zdi naprej si entuzijastičen, tako zelo naivno odkrivaš to področje, vsem želiš to znanje predati. In pa s časom ugotavljaš, da v bistvu veš zelo malo, da je področje široko, da je nekih pozitivnih in negativnih stvari veliko, da ljudje nočejo slišati, tudi če jim ti poveš v bistvu prave informacije. V bistvu itak, ko si pripravljen, boš slišal. Takrat je šele v bistvu se mi zdi ta prav klanc se tam šele začne. In takrat moraš biti pri sebi prepričan, da so to te vrednote, ki jih ti želiš zasledovati in pač samo vztrajno korakati. Itak, da so. A veš, in z nekimi majhnimi stvarmi se povandi, da pač greš to svojo, ne vem, strastjo, pa dobro voljo naprej. Tako. Ja, ne, bolj se mi zdi, da se tukaj lahko tako zelo pade not in pol te ful prizadanejo stvari. A veš, recimo, ko vidiš te reklame, potrošništvo itd. Ne? Absolutno. Pač. Sploh zato, ker ta trajnost, to je pač, za mene je to zdaj pač pereča tema, je tudi aktualna, ampak je zmer second best, jaz rečem, veš tako, nikoli ni na prvem mestu, nikoli ni pravi čas za njo, ne vem, ali so vojne, ali je korona, ali je... Pač neki vedno je, kjer to ni v spredju, čeprav bi že zdavnej se mi zdi pač to moralo biti, ne. Ker konec koncev, pač, če se bodo vse te prognoze uresničile, nam pač nič ne bo dosti pomagala, ne. Tako da... Hotela sem te predstaviti prej kot, pravzaprav najprej, od kje se mi dve poznava, ko sem lansirala kozmetično linijo Marula, sem tebe kot priznano lepotno blogerko vprašala, če bi želela potestirati in takrat si in tako sva potem mi dve kdaj virtualno klepetali oziroma prvič sva se videle, a ne, tudi v živo. Ja. Se pravi, to je bil najin začetek. Jaz sem to danes malo tako šla čez misli in sem šla pogledati datumsko, mi je kar malo. Ja, to je 3 leta nazaj. Več, 2020 sem že o tebi pisala in takrat sem zapisala, da imaš že skoraj 1 leto kozmetiko. Jaz se pa spomnim, da je v bistvu tako, da je meni tebe predstavila moja, ali pa najina skupna znanka, Maja Štamura, tako da Maja, če gledaš, ti maham, in je omenila pač to, da delaš, ne, in potem sva se pač videli in se spomnim teh najinih prvih pogovorov, če lahko malo tako povem, mogoče bo tudi zate to ena taka izkušnja. Ja, odvisno, kaj veš kaj, ponavadi, ko se dobim z nekom, ki je tako entuzijastičen, odpira svojo kozmetično linijo, jaz sem pa to že večkrat slišala, ne. Tako zelo realno mu hočem predstaviti, da pač ljubezen ni vse, kar rabaš pri začetku, veš, da je veliko vztrajnosti, da rabaš imeti svojo pot zelo začrtano, da bo na začetku zelo težko in pač rečemo temu lepotni influencer ali pa bloger, ti ne more toliko pomagati, da boš ti od tega lahko na koncu živela in da bo to zate trajnostno, ta biznis, da boš lahko na ta način ustrajala in vrtela. In kaj si rekla takrat? In ti si se mi zdela
imela sem še v tistem času, pa še kasneje kakšne pogovore, se mi zdela, da ti je to zelo nekako jasen. Seveda ne veš, v kaj se spuščaš, ampak da imaš neko to vizijo, ki boš lahko sledila. Zato sem jaz tudi v prvi vrsti rekla ja za sodelovanje. Ker se mi ni zdelo, da bo to nekaj, kar bo pa, ne vem, čez en let, ko boš ugotovila, da pač je od tega težko živeti, da mora biti ful predan, da boš upala, veš. Še vedno to ugotavljam. Vem, to je pač zgodba, ki se veš, ki ne gre. Ja, in sem rekla, ne, jaz pač ne morem zdaj obupati, imam pač vizijo, seveda, ampak na začetku je bilo pa meni še veliko bolj hudo kot zdaj, v smislu tudi zaupanja, a ne, in a veš, kako sploh prideti. Zdaj se mi zdi, da sem tudi malo bolj sebe začela poslušati. Ja, ker roko na srce, veš, teh, to sva tudi mi dve takrat debatirali, nekaj packaj v domači kuhinji, jaz nisem pristaš take naravne kozmetike. Vem. Ajde, če si sam za sebe zmešaš neko olje, pa nekaj noter daš, pa uporabljaš to na telo prav, ampak da bi to prodajal ali pa ne vem, da je naprej. To se mi ne zdi prav, ne. Ti si me prepričala kles svojo neko, veš, v bistvu s tem, da si formule imela naprej dodelane, da bo to bolj podobno neki, recimo, tovarni kozmetike, čeprav je to taka manjša proizvodnja. In tudi še vedno je manjša, ampak bomo pa kmalu mogli razmišljati o večanju. Pa tudi ta vprašanje se prav spomnim, ko sem ga imela za tebe, ker smo se že takrat pogovarjali, tebe ta trajnost zanimala, jaz sem pa v tem noter že bila vsaj pri kozmetiki. Kako misliš, kje balansirati to, da ti v bistvu kot majhen biznismen rabaš rast z izdelki, hkrati pa to ni zelo trajnostno, da pač vsak poletje ven izvadiš 3 nove parfume, pa ne vem, tak za telo unbon, pa tret, pa četrta, ne. In kje se mi zdi, da si imela tako nekako vsem to strast do trajnosti dosti močno, da sem rekla, ok, bom probala te izdelke, da vidim, kako to je. Tako da ja. No, sej, ko sva glih pri tem, ne vem sploh, če ti veš, da sem jaz ravno zaradi tebe potem uvedla to vračilo embalaže. To si mi začela migala, ampak nisem vedela. Ja, ker si me potem 2020 menda za en drug blog, ki je govoril o tem, kako nastaja kozmetika, in kaj se potem, zakaj sem zbrala to embalažo, se pravi stekleno, to vijolično steklo, zakaj, kam lahko to odvržemo. In jaz sem vedela, da si ti namigovala na trajnostni pristop, pa mi sploh, mislim, ko sem šla nazaj brat, nisi iz tistega, če bi prebral, ne bi rekel. Ampak jaz sem vedela, da sigurno ti, ne, in smo šli takoj v akcijo. Res? Ja, takoj smo šli v akcijo in zdaj je to ful upeljano že. Tako da se stekleničke lahko vrača. Ja, redno vsako tedensko pač dobim 2-3 pakete. Super. Ja, sicer je nam to velik pač izziv, ampak v smislu, a veš, delo, to je treba, očistiti, razkužiti, prati, odstraniti. Enostavnejša pot. Ne, je težja. Meni je to težja, ampak se mi zdi, da je to ful plus do narave in pa do uporabnica, ne? Ker me velikrat sprašujejo, kaj naj naredijo, kaj je tako lušna embalaža, pa niti ne vejo, in ko jim jaz to povem, potem z veseljem sprejmejo, a ne, tudi potem so že navadile se, da mi pošljajo paketek, 10 embalažic in zraven pismo, želim si ta pa ta izdelek za, a veš, imam gratis po izbiri. Aha, super. Ja, tako da hvala za to. No, vidiš, kako premikamo majhne korake, ne, ampak jaz tako pač dostkrat razmišljam o tej embalaži, zato ker smo tudi s tem iz vidika trajnostni v bistvu najprej in najbolj bili informirani kupci, govorimo, veš, ker v bistvu najprej se je začel v tem smislu, ja, naša embalaža je okolju prijaznejša, ker ima manj plastike ali pa naša je steklena, ampak kaj se v resnici pol naprej zgodi, ne? In potem v bistvu, ko ta steklo
gledaš, pač jaz tudi zelo doma ugotavljam, da imam zelo veliko steklenega odpada. Se veš, vsaka hrana, ki je malo ekološka, če ni v papirju, je pa v steklu. In pol ti to pravzaprav mečeš, pol se porablja spet energija, da se to, hvala Bogu, vsaj reciklira, da se steklo, ampak spet te temeljne stekleničke se zelo težko, jih moraš nabrati veliko količino, če jih sploh pri nas reciklirajo na ta način. Ja, ne vem. Tako da, veš, mi je pol škoda in pa si mislim, to so vse neke informacije, ki mi sam malo mislimo, da se nekaj zgodi s to stekleničko, v resnici pa ne. Ja, veš, zakaj ne tiskajo pa uporablja, pač naredi korak naprej, jo preda unmu, ki jo potem prodaja, a veš, in se v bistvu sklene en krog, ki je bolj trajnosten. Tudi jaz imam v našem koncu nekoga, ki vozi, zdaj že dolgo nisem poklicala, vsak teden ob sredah kosila veganska in oni vedno jemljajo nazaj embalažo, te lončke, steklene, v katerih ti dajo, tako da so ful. Naravno. A veš, ker meni se zdi tudi, če bi ti, recimo, primer, imaš eno kozmetično luštno majhno znamko, ki je v Sloveniji ti všeč, ampak ima neke vrste embalažo, ki je plastična, ko ne veš, pač se veš, ti mečkene embalaže, to se v resnici ne reciklira, ponovadi se reciklira pač večje plastične stvari, tem ni pa, če se, Skratka, zakaj ne bi ta znamka vsaj poskusila nazaj pridobivati svojo embalažo, ker s tem vzgaja na nek način, kupca da razmišlja, kle se krog za embalažo pravzaprav ne konča, Jaz jo bom vrgel v smeti, ampak kam bo ta embalaža pol šla, kaj se bo z njo naprej zgodilo? Kaj pa, če jo vrnem proizvajalcu, In potem oni vidijo, koliko pravzaprav smetijo s to embalažo, Zelo veliko. Potem v bistvu iščejo rešitev, tako da se mi zdi, da tudi za tiste znamke, ki želijo biti okolju prijaznejše, pa še nimajo steklene embalaže ali pa naprimer iz aluminija, da bi bilo fajn, da pobirajo svojo embalažo nazaj, ker s tem vzgajajo kupce, hkrati pa v bistvu tudi iščejo in se prvo se zavedajo svojega okoljskega vtisa, v drugi pa pol fazi mogoče poiščejo neko boljšo rešitev. Ja, jaz sem pol takoj začela razmišljati, kako bi lahko, in mi je to pač najboljša rešitev zdaj. Tako da, bomo pa videli, kako bo. Super, sem vesela, ker imamo en blog Slovenska kozmetika. Ja, vem. In te bomo malo dodati tja. Ne, sem že. Si že noter, dobro. Ja, pol kasneje si 7 blagovnih znamk, zdaj jih je najverjetneje že več. Si me takrat vprašala in sem ti posredovala, kako mi to naredimo. V bistvu tukaj enih stvari napišem do časma. Se vem. Daj mi povej zdaj, seveda, zdaj sva govorili o najnem začetku, mene pa zanima v bistvu vedno pri sogovornici njen začetek, kako je začela kariero. V bistvu Kjero. Pač od lepote do trajnosti, vmes pač tudi si vizažistka, kako si je pač to sledilo? Tako nasplošno. Nasplošno v bistvu sem bolj razgledal predstavnik mlajše generacije, ker menjam poklice, veš, tako, nisem tako, ko so bili recimo naši starši, ker si šel nekaj študirati, nisi pol to vse življenje opravljal, Jaz sem študirala informatiko, kar sploh nima neke zveze s tem, kar počnem. Ampak me je v tistem času že zanimalo ličenje, še prej sem se pa že dolg časa, mislim, da skoraj 15 let ukvarjala z ritmično gimnastiko, tako da sem v bistvu poučevala punce, vizualizirala vaje, koreografije, drese, tako da sem bila nekako s to estetiko ženstvenosti okrožena že prej. Pred ličenjem. Ja, to sem v bistvu že pri 15, tako splet okoliščin in tistih časov, sem že pri 15 začela učiti otroke. In sem v bistvu tam zelo veliko usrkavala tega, veš, tako lepega, urejenosti, ne vem, natančnosti, glasba, tako. Vse to in potem me je nekako odpeljalo v svet ličenja in sem začela zelo intenzivno pač šminkati. In preko tega v bistvu, prek svoje učiteljice make-upa, me je povabila tudi, da bi pisala tekste za takratno revijo Cosmopolitan, ki se glih prihajala na naš trg in so iskali nekoga, ki bi pisal o laseh.
In sem rekel, bom jaz to probala čisto laično, pač itak preko teh nekih, stvari, ki sem jih spremljala, ki so me zanimale, lepota, ličenje, nekaj bom že, ne. Aha, nisi ti zdel, da imaš ful smisel za pisanje že meni se je že zdel samo v šoli ali pa... Tako, mislim, vse veš. Pisati neke spise v šoli ali pa to je eno, pisati neke novinarske tekste je pa drugo. Meni se zdelo, da sem super, ampak kasnejši pogovori z lektorico, s katero še zmeraj danes delam in mi tudi blog lektorira, so bili oni, ki ti si toliko napredovala v izražanju, v slovnici, a veš, tako da očitno tudi moji prvi teksti niso bili tako zelo bleščeči, ne. Ampak preko tega, ker sem v bistvu skozi več pisala in tudi druge lepotne teme pokrivala in sodelovala kot pač vizažistka in tudi na snemanjih pol prevzemala vse stvari, sem pač napredovala do tega, da sem delala kot urednica mode in lepote, ampak to je bilo pa že v nekem tem času, ko so revije že nekako imele svoj zaton, niso bili več zlati časi. Kar je mene zelo zmotilo, je bilo bolj to, da smo na začetku ustvarjanja teh revij imeli zelo proste roke, kar se tiče vsebine in smo res lahko dejali noter vse, kar smo mi probali, kar je nas zanimalo, kasneje je bilo pa to zelo povezano z marketingom. In ta nek pristen stik z bralci, ali pa bralkami predvsem, se je tako zelo zgubil. Veš, prej, ko sem jaz napisala, ne vem, neka rdeča šminka je zelo super, to so tako iz trgovin javljali, da so ženske hodile z revijo, ne. Kasneje se pa že na nagradne igre ali pa tako niso več odzivale, veš, to mi je tako manjkalo. In ko sem šla na pač drugo porodniško, sem razmišljala o tem malo prej, kako bi to na nek drug format spravila, kjer bi imela več tega stika z svojimi bralkami. Hkrati, da bi bila bolj jaz odgovorna za to vsebino, ki bi jo lahko zbirala, da bi imela več časa, ker nisem imela več časa niti na maile odgovoriti ljudi, ki sem jih pošiljala tako. Zdelo se mi, da je to malo šlo v neko narobno smer. Očitno sem že od nekdaj bolj tako za nek slow life, dolgotrajne odnose in tako, in potem sem začela takrat med porodniško ustvarjati blog, ki je bil najprej samo pač lepotne in modne narave, ker sem to takrat poznala, ne. Kasneje pa... Pa si se vrnala nazaj pol, ali ne? Ne. Aha, v bistvu sem presedlala sem se prav iz pisanja za revije, za pisanje na blog. Pojma nisem imela, kako se blog dela v resnici. Šele kasneje sem to spet videla, ne, tako vrgla sem se noter, pisala, pač odzivi so bili fajn, ampak jaz nisem nekako niti znala analitike pogledati dobro, niti nisem vedela, kaj naj naredim, da bo to kam tako zelo laično. In v tistem času, to je zdaj 10 let, odkar imam jaz blog, oziroma bo zdaj že 11 leto, je bilo zelo težko še zmeraj prihajati do nekih informacij. Ti nisi mogel kar vtipkati, ne vem, kako narediti dober blog, a veš, kakšen je SEO, kako pisati vsebine, pa če so vsebine sem znala napisati informacije, ampak drugega pa nisem vedela. Tako da sem zaradi tega pa začela organizirati te dogodke, ne vem, če se jih spomniš, za lepotne blogerke, kjer sem povabila strokovnjake iz vseh področij, ki so mene zanimali. Od digitalnega marketinga, SEO pisanja, novinarstva, ne vem, kako pisati verodostojno, preverjati informacije. Skratka, vse, kar je bilo povezano z lepotnim pisanjem, do pač tudi teh vseh, ki so bili na kozmetičnem področju takrat prisotni, znamke, in so imeli en tak dan vsak let, kjer smo si pač ta znanja, oziroma kjer so nam ta znanja podali. Vem, da si prvo konferenco ti organizirala. Ja, in pa še vse naslednje, dokler nisem enega lepega dne ugotovila, da sem spregledala ta drobni tisk, ki je bil napisan pod pogodbo, v pogodbi najema, da je pač vse smeti, ki smo jih na dogodku ustvarjali, tudi moje na koncu, pač last organizatorja. Mi smo tisti dogodek končali, tu so bile tako pač meseci priprave, imela sem neke punce, ki so mi pomagali, ampak za vse sem bila večinoma sama. In ostala sem po tem luštnem dogodku tako zgoro smeti. Takrat sem prvič v bistvu tako res pomislila, to je čist naroben način, ne. Mi tukaj govorimo o neki lepoti, o kozmetiki, o tem, da se moramo imeti ženske rade, a veš, tako v nekem tem spoštovanju do vsega, do pač človeka, z kože, lepote, narave.
hkrati pa v bistvu na enem takem dogodku toliko enih smeti proizvajamo. In takrat je bila prav taka, se mi zdi, ena ključen moment, ko sem rekla, v bistvu od zdaj naprej želim, da je ta lepota v prvi vrsti okolju prijaznejša, še lepo ali pa dišeča, lepa in vse ostalo. In zdaj v zadnjih časih je pač to res prevladalo, še vedno delam z nekimi znamkami, ki niso čisto okolju prijazne, ki niso trajnostne, ampak vedno gledam, da korakajo proti temu cilju, ali pa, če že sodelujemo, da lahko v bistvu povem njihovo celotno sliko, se pravi, da rečem v okviru svojega brenda, so izdali eno linijo, žal je tu pač še vedno malo, ampak nekako razmišljajo o tem. Tako sem v bistvu pol začela te teme čisto iz svojega, ne vem, iz svojih vrednot spreminjati. Hkrati pa ko imaš enkrat otroke, veš, ne vem, meni se zdaj tistega majhnega dojenčka zdaj potopiti v kopel, polno kemikalij. A res to želim za svojega otroka? Ne vem, valjda, da mu bom dala nekaj, kar je tako najbolj naravno možno za njega. Ne? Ti v bistvu odgovarjaš, preden te jaz vprašam, odgovarjaš na vprašanje. A veš, to je naravna pot, kar se je meni dogajala. Ne? Ja, se vem. Ne, to je bilo moje vprašanje, kdaj si pravzaprav začela z ekologijo in si mi tako že odgovorila. Pa tudi zdaj, ko gledam za nazaj kakšne stvari, ki sem jih pisala še za Kozmo, ali pa še sem pa tudi za mnoge druge revije, vidim, da so bile že tako neke teme, ne vem, pa sem napisala 10 naravnih učinkovin, ki jih lahko uporabljate, čeprav takrat to ni bilo še nekaj tako moderno. Ampak meni se je zdelo super, da ljudje o tem nekaj vejo, da si lahko pomagajo sami, tako na ta način. Tako da so bile že zelene teme prisotne, ne pa toliko zelo. Tudi čisto iskreno mogoče, če jaz ne bi imela kot lepotna urednica ali pa modna urednica možnosti toliko enih stvari sprobati, videti, stopati v zakulisje in biti nasičena z vsemi temi luksuznimi znamkami. Mogoče bi imela še zdaj ta, veš, ne vem, ta manjko, da bi me vlekli, da bi to mogla imeti. Ampak jaz sem to na nek način, če lahko rečem, prerasla, tudi preko tega lahko prerasla, ker pač mi je bilo na voljo vse to in znam primerjati vse te stvari s tistim, kar mi zdaj pa dogaja. Mene najbolj, mislim, jaz, ko grem enkrat na 5 let kozmetičarki, jaz iskreno grem v Žalcu, tam, ka nimamo glih nekih trajnostnih, a ne salonov, to je bilo 5 let nazaj, mislim, par let nazaj, no. Jaz ne bom takrat prinesla svoje stvari, a veš, nisem tako, ne. Ampak jaz vem, da je to ni naravn von, pač jaz že z tega razloga, to je fuj razlika men, a ne? A veš, ta von, to mene pol odbije, bolj kot karkoli drugega, no? Se mi zdi, da prav spoznaš, ko uporabljaš naravne stvari, pa... Kako to doži, ali pa kar nekaj? Konvencionalne. Jaz to zdaj pač spoznam, ampak še vedno vidim, ne vem, mogoče je to tudi neka razvojna faza ženske, da želi v enem obdobju, običajno je to obdobju odraščanja, najstništva in kasneje, imeti izdelke, ki so močno dišeči, ki pač prav na vaniljev seka uvetna. Tako. Ja. Te vse zelo potencirane in to še nekako razumem, ampak pol kasneje, ko v bistvu ti preideš to fazo, se mi zdi pa, da z nekim razvojem te ženstvenosti in ženske duše in drugih vrednot, da to v bistvu, ne vem, da to lahko spustiš in pač, da je naravna pot, da se ti nekako vračaš k naravi, k temu, kar je res luksuzno, kar zdaj jaz sem iskreno, jaz sem pri 40-ih, to je 13 let nazaj, da sem jaz začela. Veš, jaz nisem pri 30-ih, 20-ih. Tudi, ko sta bila moja otroka mehna, fanta, to je 20 let nazaj, jaz jih nisem rabila mazati in nisem tukaj razmišljala o tem, ker potem, ko se pač, ko je prišla Maja, zgane in je rabila posebno nego. Ne? Ja, ampak mogoče se njih to pravima, veš, ti si bila pač neka, bom rekla, povprečna uporabnica kozmetike, meni je bila pa to strast že, se pravi že iz, ne vem,
že iz odraščanja ven, ne. In potem sem imela še to možnost, da sem preko poklica vizažistke in pač lepotne novinarke in urednice tega imela v izobilju. In vse to, veliko vsega tega in kad te enkrat te trendi zanimajo in to res spremljaš tako strastno, pa mogoče prideš prej do tega. Ja, razumem. Kjer je sicer pot počasnejša, ne, pa vidiš pol v bistvu, kaj so zares te stvari, ki jih moraš, ne vem, pri neki cent ali pa, ki jih želiš imeti, ne. Tako. No, ko si ravno omenila nego, obe sva zagovornici ekološke certificirane kozmetike. Kaj bi rekla, ti tudi velikrat slišiš, da če je naravno, pa ne deluje. Ja, imam en super blok na to temo. Ja, vem, sem videla, ja. Ampak vsem, tako, jaz iskreno, jaz valjda kot ustvarjalka in kar vidim pri meni, a ne, jaz ne morem tega potrditi, da če je naravno ne deluje, zaradi tega, ker sem v tistih letih do 40 probala vse, kar je možno, kar je obljubljalo, da bom 5 let mlajša, ne, pa ni bilo nič. Tako da zame je pač deluje, a ne, plus da nimamo škodljivih učinkov na okolje in na sebe. Ne vem, kako ti razložiš to. Najprej, prva stvar, ki je malo tako za prediskutirati ali pa se pri sebi zamisliti, je, kaj v bistvu pomeni to, da deluje za tebe, a ne. Za mene, če sem jaz rabila na nekem ličenju eni ženski izplahniti pač, ali pa ublažiti videz podočnjakov, pa je narediti 10 let mlajšo, so bili pač učinkoviti oni izdelki, ki so to naredili v hipu. In tudi taki izdelki obstajajo. Obstajajo izdelki, ki jih namažeš pod očmi, pa nimaš nič več gobic, pa nič več podočnjakov. To pa nisem vedela. Ampak to je hipno delovanje. Ko pogledaš na INCI listo teh sestavin, si to ne bi namazal vsak dan na obraz. Še takrat ne vem, če bi te ženske vedele, kaj vse je noter, če bi dovolila v tem smislu. To ne more biti tako zdaj več. V tem smislu škodljiv. Kozmetika, ki je pri nas v Evropi in na trgu, pač nima na ta način dokazane škodljivosti, da bi ti nekaj namazal, pa bi od tega lahko bilo res takojšen škodljiv učinek, razen če nimaš kakšne alergije. Ampak gre spet za to dolgoročnost, ne. A ti želiš, da nekaj učinkuje na dolgi rok, pa da je hkrati zelo pač, ne vem, se pravi, da boš ti to uporabljal, da bo to pasalo v tvoj vsak dan tudi, koliko se želiš temu posvetiti, ne. In da bojo te učinki tudi dolgotrajni, da veš, da se tega ne boš naveličal, da ne vem, da ti ne bo škodovalo vse to, da tle pretehtaš eno stvar. Druga stvar je pa ta naravna kozmetika, ki je zelo širok pojem, ne? Preširok. In v bistvu v to naravno kozmetiko sodijo stvari, ki so zelo nenaravne pravzaprav. Saj veš, še vedno je ta zakon, ne, 5% sestavin mora biti naravnih, vse ostalo pa lahko nenaravno, kar pomeni, da imaš ti lahko steklenico mikroplastike, v katero si dal eno naravno dišavo, ne vem, če to formulacijsko gre, ampak teoretično. In pol v bistvu to si mažeš na obraz in misliš, da je naravno, ne. Zato sem jaz kle v bistvu tako, kadar govorimo o naravni kozmetiki, s tem največkrat, ali pa želim si, da govorim o kozmetiki, ki je kar se da naravna, se pravi, če je možno pa tudi 100% naravna, organsko certificirana in okolju prijazna, a ne. To v bistvu jaz iščem pri kozmetiki, kadar govorim, da je naravna. In kadar govorim o učinku, želim, da je moja nega ni zakomplicirana, da ne razmišljam o tem, a jo bom uporabljala čisto res vsak dan, a bom pol mogla še zaradi tega, ker sem dala 100 aktivov gor, še 100 nekih pomirjevalnih stvari gor, zato da to ne bo neka reakcija ali pa ne vem, pač vse to, se pravi, da imam tudi, kar se tiče nege, neko tako srednjo pot, da je to pač ampak je nekako enostavno, v bistvu tudi iz tega dolgotrajno, dolgoročno, obvladljivo, da meni to ne vzame preveč časa, preveč razmisleka, da v tem uživam, da ne trpim, zdaj, ko si izrek za lepoto, je potreba potrpeti to. Jaz sploh nisem v teh vodah, da bi vedela, da kdo trpi zraven. Tako da te dve povezavi pol šele lahko, a ne,
v bistvu govorimo o tem, ali je naravna kozmetika učinkovita ali ni. Ja, jaz s tem mislim naravna, moja naravna, pa tvoja, ki jo uporabljaš naravna, ki je certificirana in je ekološka. In zdaj, če pogledamo neke pač znamke, ki si lahko prvoščijo laboratorije, raziskave, analize, naravne, organsko certificirane kozmetike, imajo, in jaz te rezultate vidim, ker v bistvu mi vsaka znamka, tudi te konvencionalne znamke, mi lahko prikaže, v kakšnem segmentu so testirali nekaj stvari in so primerljivi učinki, ne da jih ni, ne. Hkrati pa v bistvu, ko si enkrat že v tem, da razmišljaš sploh, a je naravno fajn, pa se ti zdi, da je, pol nočeš več konvencionalnih stvari na sebe nalagati in to tudi za tvojo mogoče to čustveno energetsko polje, bom rekla, ni fajn, da uporabljaš. Tudi, če ima super učink, pa zelo hitro. Ja, razumem. Zelo dobro si povedala tole. Res. Se pravi, na tem področju v bistvu teh 5% to še ni nič novega, ampak bi mogli nujno biti, ne? Tukaj pač, to bi bila nujna neka nova regulacija, definicija, ki se zaenkrat, tudi jaz nisem slišala, da bi se že dogajala, kar se pa dogaja, intenzivno pogovarja in zdaj v nekih zadnjih, bom rekla, stopnjah tega, da bo to obveljalo, je pa, da bo zeleno zavajanje zdaj pač kaznivo in znamke ne bodo več smele zapisati, da je nekaj gor trajnostno ali pa eko, če pač ni strokovnih analiz in rezultatov, ki vodijo do tega. Se pravi, to, kar je zdaj pisal, ne vem, Herbal, pa mislim, ne mislim kot znamke, ampak razne so bile zelene, embalaže, rožice in ne vem, ime znamke, zdaj na pamet govorim, ekogracija, zraven ni čisto nič ekološkega, ne. To, za imena znamke ne vem, ampak te trditve ne bodo več smele, pač jih ne bojo več smeli uporabljati proizvajalci, kar se mi zdi, da se bo tukaj že neki razčistila, ne. No, jaz mislim, da itak potrošnik se lahko zaščiti s tem, mislim, da kupuje certificirane stvari, vsaj jaz. Jaz sem včasih delala vse sama, veš, tudi šampone, tudi losione za telo ali pa tuš gele, jaz to ne zmorem več in pač kupujem certificirane. Ja, meni se tudi zdi, ko me vprašajo, kako naj sploh začnem, ne vem, če nimaš časa, danes biti ozaveščen potrošnik je težko, ker je milijon informacij in tudi veliko zavajanja, ampak če nimaš časa se s tem ukvarjati, želiš pa v bistvu nekaj v to smer, a ne, narediti, pač, ko greš v trgovino, izber tam med embalažami, kjer piše organsko certificirano. In potem, ko boš videla, če ti ta znamka ustreza in če se ti ustreza in si boš mogoče enkrat imela čas več o tem prebrati, stick to it, ne rabaš menjati, a ne, pa tudi v bistvu ne rabaš 100 izdelkov. Jaz ne vem, jaz se počutim zelo fajn, kot odprem predal, pa imam 10 izdelkov. Ne rabam jih, a veš, hkrati pa vem, da je moja koža negovana v bistvu s fajnimi stvarmi, toliko, kolikor je lahko, pač gube bodo, ne glede na to, koliko si bo zdaj to gor mazala ali pa nategvala. Mislim, gube bojo, starala se bom kljub temu še naprej. Normalno. Razen gube, se prav, lahko gremo samo na lifting, ampak to pa nismo mi dve. Jaz mislim, pač procesa staranja zaenkrat kot taga ne moreš preprečati. Lahko ga upočasniš, mogoče ima že tak metabolizem, da se bo to samo po sebi, mislim, da je bolj počasen. Lahko pač živiš nek zdrav življenjski slog, paziš na prehrano, pač umiliš stres, kolikor ga pač lahko, uporabljaš stvari, ki so naravne, organsko certificirane, paziš, v kaj se oblači, če čistiš svoj dom, kva pa naša sploh domov, kakšne imaš odnose. Vse te stvari, ki so meni neka taka zdrava pamet zbalansiranega življenja. In potem se boš pač staral lepo, bom rekla, ne? Ampak staral se boš vsekakor. Kljub temu, če boš imel, ne vem, nategnen obraz, se bo pa videl po drži ali pa po energiji, da si ti star. Se žensko, ko vidiš na cesti, pa tudi, če ima čist speglan obraz, ne boš rekel, da je 10 let mlajša. Boš pa rekel mogoče za eno, ki bo polna energije, ki se bo počutila fajn v svoji koži,
pošleko, ta pa res mladostno zgleda, ne. A veš, kle v bistvu se mi zdi, da ta videz gladke kože ali pa zglejene kože, da je to že toliko pase, da to res ni tist pokazatelj, ali si ti mladosten ali nisi in koliko si star. Pa misliš, da je pase? Mislim, jaz sem slišala večkrat, zadnjič, ko sem govorila z Natašo o jogi obraza, da že kdaj mlade punce posegajo po teh, ne? A veš, ampak to je naša zelo, meni se zdi tako zelo ena taka kultura, populizma ali neki, ko hočeš vse na hiter doseči nek videz, ki ga vidiš nekje, ki je popularen, ne. A veš, tukaj v zadnje je zelo malo enih nekih vrednot ali pa nekih prepričanj. Pač ti si videl, da je tam ena ženska uspešna, ne vem, popularna in zglejena in to vidiš večkrat in sploh ta družbena omrežja to zelo pač propagirajo, starih ljudi skoraj gor več ne vidiš, a ne? Ja, se. V bistvu se ti zdi, da je to trend, da je to normalno, da to moraš biti tudi ti in začneš razmišljati o tej smeri in se temu posvečati bolj, kot bi se moral posvečati svojemu videzu in manj vlagati to res svoje lastno počutje, ne, ki ti pa na dolgi rok prinese mladošnost. Tako da meni je žal v bistvu za vse te mlade punce, ki toliko stremijo k temu že pač obrizgavanju botoksa, liftingu, ne vem, nitkah, vse sorte stvari, se jaz to spremljam. Žal mi je tudi, da v bistvu lepotni kirurgi in dermatologi uporabljajo izraze, kot so baby botox, mommy makeover, ker v bistvu vse to družbo pelje v ta zaciklen krog, kjer je videz, in to tak videz, ne, v bistvu instant pridobljen videz, pač je za njih na prvem mestu. Čaščen, na prvem mestu. In mi je žal, da se v bistvu mi, ki ne, da smo proti temu, ampak ja, jaz to ne želim, ne zase, ne za svoje punce, ne za svoje prijateljce. Če se vedno rečem, zgleda, ko mi reče kakšna prijateljica, zgledam toliko utrujena, misliš, da bi si rabila malo botoksa. Rečem, če si utrujena, se pejt spočit, zamenjaj nekaj, kar te pač res izčrpava. Ne boš pač s tem, ko si boš dala botoks, boš gledala spočita, ampak v resnici ne boš. A ne? Žal mi je, da mi o tem premalo govorimo, ker se je v bistvu zdaj ta pol, ko zgleda to normalno, da se pač botoks obrizgava že mladim puncam, da je to skoraj da neke vrste fantje to primerjajo kot z urejenostjo ženske, pa gled, kako ona da nase, pa kako lahko investira. Da je to v bistvu normalno in sprejemljivo, no. To se meni zdi narobe. Pa ženske, ki v bistvu mi razmišljamo drugače, se mi zdi, da bi morali biti glede tega tudi malo glasnejše, ker se nas trenutno premalo sliši, in punce, ki šele vstopajo v ta svet, v bistvu nimajo tega druga pola, kaj je lahko tudi normalno, oziroma kaj je mogoče na dolgi rok bolj prav. Jaz niti nimam tukaj občutka, da se to ful dogaja, ker sem v teh vodah bolj naravnih in se mi zdi, da kar, a veš, da moje stranke posegajo po naravnem. Si v svojem mehurčku. Jaz sem res v nekem svojem mehurčku. Jaz pa tako, še vedno me vsi te lepotni trendi zanimajo in temu pač sledim različnim ljudem. Ne vem, zanima me tako res lepota kot neka taka stroka. Še vedno vse spremljam in tudi zaradi mojih punc to tako res me vsakič znova malo vrže iz tira to, da si punce v bistvu res to kot neko preventivo mišljajo, ampak gled, jaz se negujem s kremami, ne vem, pa verjetno več kot 30 let, ne, in mislim, da je bilo to čist v bistvu tist optimalno, kar sem lahko naredila, zato da je pač moja koža neproblematična, da se v njej dobro počutim, da izgleda dosti mladostna, napram vsem ostalim in da je pač to moja neka taka podoba, ki jo sprejemam in jo bom verjetno še naprej staranjem, da se tega staranja pol, itak se veš, staranja se na nek način, pa ne da bojiš, ampak valjda, da imaš neke pomisleke, ne vem, skrbijo te stvari, a boš zdrav in vse to, ne. In se mi zdi, da s tem, da se obremenjuješ pol še glede videza. No, jaz sem se nehala obremenjevati, tako da se ne obremenjujem, sem se pa
sem se pa. Sicer nisem šla v nobene skrajnosti, ampak sem razne oglase, sem takoj kupila neke kreme. Sem bila full hitar. Kupec, ni me zanimalo. Sam, da ni polžja, da ni živalska, ker sem bila že od nekdaj. Ne. Ampak, pa pač prerasteš to, ne. Kot najbrž prerasteš, če greva mogoče z lepote še malo na modo, te prepolne omare, da niso recimo pogoj za srečo. Jaz sem prav na nek način razmišljala, da ful nimam časa zadnjih 5 let, niti tuk denarja, ko sem ga imela prej v redni službi, ker se še vedno uveljavljam, da jaz nič ne nakupujem. S tem ni nič. Ne, vem, super je. Ampak, kdaj si ti to recimo prerasla? Spet, tako že od majhnega mene ta estetika oblačil pa to skozi privlačila. Jaz tudi, pa sama v tistih cajtih sem rasla, ko je bila, če si hotel imeti drugačen pulover, sva šla z mami v trgovino, je kupila volno, tisto volno si mogel uprati, pa na klopke, takole na roke mi je najprej navila, da se je posušila. Da ti je potem mi naštrikala pulover, zato da je bil ta pulover, da ni bil rdeč ali pa moder, ampak da je bil mogoče celo roza, pa da je bil malo poseben. Skratka, to imam vse, mogoče tudi zato, ker je bila moja nona šivilja, pa mi je zelo lepe oblekce, pa sem videla pač to vse lepo ročno delo in sem se tega tudi vsega naučila šivati in štrikati in kvačkati, to pač meni ni problem narediti in vem, koliko je enega dela v enem oblačilu, ker je ročno narejeno. Ampak kasneje, v bistvu z odraščanjem, sem pač isto šla na to pot, ko se mi zdelo, da moram biti vsak dan drugače oblečena in to mora biti po zadnji modi in to. Dobro, niso me nikoli zanimali te znamke z napisi, pač nisem hotela, da sem jaz nek brand v tem smislu nosilec znamke, ampak zanimale so me znamke visoke mode, zelo hitro sem začela spremljati slovensko modo, tako da imam kose doma še zelo stare od še oblikovalcev, ki jih danes ni več. In tudi v tej sceni preko ličenja in mode sem pač bila in živela to in mi je bilo pomemben, ampak ko sem videla to drugo plat v bistvu mode, ne samo to lepo, kad ti neki na videz všeč, pa kad ti eno oblačilo fajn, se v njemu dobro počutiš, pa kad dobiš komplimente, ampak tudi tisto drugo, na kakšen način so danes oblačila narejena. Koliko enih nesrečnih žensk s polnimi omarami hodi po svetu, pa si mislila, da nimajo nič za obleči. Koliko enih, ne vem, ljudi v bistvu ta moda vpleta na tak ne fajn način, da to ni pač samo veselje in lepota. To je v meni v bistvu začelo sprožati v bistvu neke vrste odpor do te hitre mode. Še vedno cenim ful ročno narejene stvari, slovensko oblikovalce in to tudi podpiram. Probam v bistvu tudi second hand kose veliko kupujem, probam iskati te trajnostne znamke, če česa nimam. Predvsem pa imam v bistvu skozi v glavi, da imam vsega dovolj in samo, ko mi nekaj res manjka, naprimer, da bi rekla, ok, nimam jeans hlač, rabim ene kavbojke, pol začnem razmišljati o tem, da pač bom imela odprte oči za tiste, ki pridejo. Pa recimo, mislim, jaz sem ful vesela, če kaj dobimo, za otroke itak. Teh second hand pa niti ne poznam tukaj, a je kar... To je zdaj pa nas je kar v bistvu razvil, se mi zdi. Pa je vse, mislim, kam greš, ali... Second hand je tako eno zelo veliko področje mode zdaj, to je med mladimi zelo pač popularno, rečejo, da triftajo, hodijo, si kupujo za zelo majhen denar. Tako, ko smo mi včasih kupovali neke majice, pa se spol to naveličal, oni zdaj v bistvu to second hand modo lahko eksperimentirajo, iščejo svoj stil, za manjši denar to dobijo in tudi pač, ko se naveličajo, prodajo naprej ali svojim prijateljem ali prek Instagram profilov, skratka ta že narejena oblačila krožijo. Tukaj v bistvu je tudi en trik, da se tudi te second hand mode, tudi ta ti lahko zelo zleze pod kožo in v bistvu razvijaš naprej to svoje potrošništvo. Da sam prešaltaš iz zbiralca mode
pač običajne ali razumem. hitre v second hand. Ne? Tudi tle moraš se tega zavedati, da v bistvu na splošno potrebujemo manj oblačil, kakor jih pač ženska nečimernost hoče imeti. Ne? Druga stvar je pa, da second handi so zelo različni. Eni so pač z znamkami pač luksuzne mode, drugi so recimo zelo poceni, eni so vintage, eni imajo pešanco. Iste so oboje, ali ne? Ponavad. Mislim. Ne, imaš trgovine, kjer imaš samo visoko modo. In tam so cene pač dosegljive, če jih primerjaš z novimi kosi visoke mode, ampak še zmer so to pač oblačila, ki so draga, ne. Potem imaš, ne vem, second hande, kjer ti kupuješ na kilo, se pravi kilo shopi, prideš, kupaš, ne vem, vrečo oblačil in tam ven za res malo denarja potegneš, kar ti pač pa še ostalo pa mogoče podariš naprej ali tako. Imaš v bistvu te mešane, potem imaš proti vintage oblačila, ne, ki so tudi že cenovno pač kar draga. Ampak ja, to so neka oblačila, ki so že imele svoje življenje in kakovost je dobra in pač kroji so taki, ki živijo in tako. Tako da tudi tle v bistvu ta modno področje second handa je zelo široko, ne? In mogoče, ko stopaš v njega, je vsega preveč, sploh če imaš kakšno slabo izkušnjo, da si prišel v second hand, kjer je vse nametan, malo mogoče smrdi po naftalinu. To pač ni izkušnja, ki bi tebe kot modne, recimo navdušenke nad hitro modo in tem, da skozi nekaj menjavaš, da slediš trendom, da bi spremenile tvoje prepričanje in bi začel uporabljati second hand. Pač moraš res, če delaš tak prvi korak, moraš mogoče najprej si zamenjati s prijateljicami kaj, ali pa, a veš, preko znane recimo Instagramerke imajo tudi že svoje second hand profile na Instagramu, pa prodajajo svoje oblačila, da mogoče tako nekoga, ki ga poznaš ali pa občuduješ, pa od njega kaj najprej kupaš in pol, ko vidiš, da ti je to blizu, tudi svoj profil, ja. Kaj, izven tvojega? Ja, izven. A res? To je bil pa en tak projekt. V bistvu pač večina oblačil za moje punci sem jaz od nekdaj dobila in potem naprej tudi podarila. Tako zelo redko, kaj smo kupili, ker sem videla, da enostavno teh cun je bilo preveč, še predno sta se one dve rodile. In pol, ko vidiš, da dojenček pač tega niti ne more nositi in običajno so najbolj tisti, ki so otroci že nosili neke cune, pa so že malo sprane, pa stegnjene, pa mehke, pa nikjer ne žulijo, da je tudi mojim puncam to najboljša, ne. Tako da sem nehala kupovati neke oblekce, ki bi bile meni malo za potešiti neko estetsko, ne vem, doživetje. In skratka, teh oblačil se je pač to je krožil in krožil, dokler zdaj na zadnjem, v bistvu se je ena prijateljica, ki je vzemala beline oblačila, šla v fazo selitve in je rekla, jaz nekaj mesecev pač tega ne bom mogla vzeti. Ker fizično nimam kam ta oblačila spraviti. Aha, od tvoje ja, Tamare. Se pravi, jaz sem njej, ko je bila prerasla, smo te cune spakirali in dali njej, ne. In jaz sem ostala tako in pol ta prvi mesec, okej, a veš, prva menjava sezone, jaz sem ostala s kupom pač belinih oblačil, pa še z enim kupom, ki jih jaz tudi ne želim, da tam kar ležijo, ker bi to en otrok lahko fajn nosil že vmes, ne. In tudi ta oblačila, ki so zdaj narejena, dostkrat, zdaj vidim recimo, ko sem želela šparati od Amalije do Bele, ko sta 5 let razlike, da pravzaprav propadejo samo od sebe. Naprimer, elastika čist prepari, pa tako. In sem rekla, to pa res ni dobro, da zakar leži, pa čaka, ne, nekatera oblačila že, ampak kaj je treba dati naprej čim prej, da bo otroci to nosili, da imajo oblačila res svoje življenje še naprej, ne. In pol je bilo v tistem času so se začela pojavljati te Instagram profili, kjer so punce že prodajale svoje oblačila. Se ve, ko bomo mi to probale kot nek projekt, ampak ker ta oblačila pravzaprav niso naša tako, nismo jih mi kupili, bomo vprašala prijateljico, ki mi jih podarja, če je ona za, da jaz to sploh prodajam. In če je za, bomo ves izkupiček, ki ga bomo pridobile skozi te oblačila s prodajo, bomo namenili za našo eno skupno željo. In ta želja je bila, da gremo na en musical v London. In v enem letu smo prodali v bistvu toliko oblačil, da se
nam je ta želja izpolnjena in smo šle. Se pravi, 5 punc. Super. Na musical v London. To sem videla, sem naslovno fotko na blogu, nisem pa še imaš kaj oblačil, še deluje to naprej? V bistvu, takrat smo res tako, malo se je mogoče to pospešil, bom rekla, ker so tudi prijateljice, ki so slišale za to, pač mi, namesto one, kakšne stanovanje, kar humano vrsto oblačila in jaz rečem, dokler ti lahko najdeš nekoga, ki bo oblačilo res nosil takoj, je veliko boljš, da mu to predaš, kakor pa da pač daješ, ne vem, v humano, kjer bojo sicer to presortirali, ampak, a ne. Če ti oblačilo odkupaš ali pa dobiš podarjeno, pa veš, da ti je fajn, da ga boš nosil, ima ta oblačilo drugačno zgodbo. In pa so mi začele še prijateljice svoje oblačila dajati in reševati oblačila od svojih prijateljic, ki so jih metale v smeti ali pa v komano, tako da teh oblačil je bilo malo več, kot jih je zdaj, ko v bistvu pa prodajamo res samo še svoje oblačila. Aha, in kjer profil je to, da bom šla malo pogledati? Je pa kar beautiful blog, v bistvu, ker imam na Instagramu sem kot vplivnica Nika Veger, in takrat sem na hitro odpirala, sem nekaj bom dala kar beautiful blog, itak sem pač že s tem imenom povezana. In tam pač prodajamo, ne vem, tudi daj kakšno igrače. A med ostalimi objavami imaš v bistvu, ali kako? To je drug profil. Ok, no. Ja, ti bom dala prošnjo za sledenje. In včasih prodajam tudi kakšne kose maje, recimo štamolči nisem prodala, ker mi se veš pol, tako ko sem, tudi če se naveličen kaj nositi, je vsem pač neka čustvena vez med nami, ampak ja, bom zbrala enkrat tudi to energijo, da oblačila, da oblačila pospremamo v drugo življenje, no, da je brez veze, da visijo v moji omari, če jih ne uporabljam več. Ne. Jaz ful rada vprašam kakšno prijateljico Tino, najino skupno. Ja? Tina, imaš kaj za mene, a veš, mi kdaj kaj dan. Ja. Tako, ful mi je fajn to, da... Jaz sem se tudi navadila, recimo, če vem, da Bela potrebuje, naprimer, dežne škorne, bom napisala prijateljcam, ker vem, da imajo malo starejše otroke, a kjera slučajno ima premajhne dežne škorne. In pa se skoraj vedno najde nekdo, ki to klinih daje stran, ne. Smo se pa čez ta projekt zanimiv, v bistvu mene je bilo spremljati zanimiv razmišljanje ljudi, ki so v bistvu zato, ker mene spremljajo, prišli prvič v stik second hand modo in potem so imeli kakšne vprašanja, ne, tako, pač tako, ki imajo verjetno ljudje, ki pridejo v stik s tem, pa meni se zdi pa to že čisto normalno, veš, naprimer, a so ta oblačila, kakšne kakovosti so, a so nepoškodovana, kaj pa, če mi ne bo prav, ker ne moram tam pomeriti, ne, lahko to vrnem. Vse take stvari vprašajo, moraš tudi zmeriti stvari, slikati jih moraš fajn, tako da vidijo takoj materijale. In v glavnem so bile pač vse stranke zelo zadovoljne, pač vedno, mislim, kakšne tudi pol pošljajo otročke v svojih oblačilih, ali pa kakšne so tudi, kakšne otročki so risbice za Belo narisali, recimo, tako se jim zahvaljuje za neko oblačilo, ki je bilo Beli ful ljubo, pa ga je vsem dala naprej, pa je zdaj njim ful ljubo, se veš, otroci drugače gledajo. In skratka, veliko je bilo pa vprašanj, kakšno energijo ima na ta second hand oblačila. No to pa nisem pomislila. Nekih pomislekov, ajde, če jim je že mogoče, da vidijo, da je čisto, pa vse lepo ohranjen, pa vse, ampak kdo pa je ta človek, ki je to nosil, a veš, se to res ne moreš vedeti, ne? Vem, ni pa to nek organ, a veš, mislim. Ja, pa po drugi strani, nisem pomislila, gledala te filmčke o hitri modi, kako se izdeluje, ne? Ta energija tam, to je razumem. Itak je vse energija. Itak jaz dajem energijo v svoje izdelke. Tako da jaz sem tudi ful vesela. No, naša Maja je ful velika in vse tiste, mislim, modene ne more več dobiti in poj zdaj žica eno 15-letnico. Zala si už kaj pospravila, omaro, imaš kaj, a ne, tako ful radi dobimo, ker se mi zdi, da je res tega ful preveč. Ja, pa tudi moji otroci ful radi to nosijo tako, ker vejo, a veš, to od koga je, a veš, tako, pol kakšno oblikico, ki sem dala naprej, ker jaz sploh nisem pomislila, da nima kaj pomena, veš. Pa sem prodala, pa pol one dve tako včasih, no to sem hotela prereči, da je bilo to tudi za njiju neko
vzgojni moment, ker v bistvu vsa oblačila smo morali oprati, pa pogledati, če je treba kakšen gum prišiti, kakšno lukenco, karkoli pač popraviti, ne, pa slikati, pa sta tudi pri tem sodelovali, ne, in sta videli, da v bistvu že s tem je velik dela, kaj pa še ne, če moš tim oblačilo izdelati, ne. Ja. No in pa sem včasih kaj prodala, kar je bilo njima ljubo, pa sploh nisem videla, to mi je pa, ne vem, Munco Šolc podaril za rojsten dan ali pa tako, no. To sem pa dobila od ene prijateljice, veš, ne vem. Razumem, se tudi naša kdaj ne da kaj naprej, pa pač imamo določene stvari tudi premehne. Kaj pa recimo, pred kratkim sem se malo sprehajala v enem shopping centru in malo kukala te nalepke, da imajo recimo že 98% recikliranega, ne vem, kaj je že ta material? Poliestra, ja. Poliester. Mislim, katerim materialom ne rečemo rajš ne, no? Mislim, jaz to je eno že po izgledu nekako, a ne? Veš, to je tako, tudi ena zelo široka tema, ne? Kaj v modi je vse narobe in če se ti tega zavedaš, čemu se želi si izogniti, naprimer, ne? Nisem tega, da v prvi fazi je vsega trenutno preveč. Ja, to opozarjajo, da je moda trenutno narejenih oblačil za 6 generacij naprej, ne? In velikrat v bistvu, kar je zelo trendno narejeno, pa poceni, pa tako, kar se ne proda, pač gre to direktno odpad, ne? Velikrat se pač to, v zelo velikih količinah se to dogaja. Ali pa če se pa ženske kupijo premajhen, pa jim je to prepocen, da bi pošiljali nazaj, ali pa šle v trgovino, pa kar stran nečejo, pa tako. Skratka, to je en segment. In v povezavi s tem pač želi nasprotni pol ali pa ena stran mode spraviti v obtok čim več teh stvari, ki so že narejene, a ne? To ali prek second handa, ali da se cune reciklirajo, ali da se jih upciklira, se pravi, da se iz neke, ne vem, t-shirt majice naredi nekaj bolj uporabenega, ali pa tako pač, da se jih nadgradi, ali pa enostavno, da reciklirajo materijale, hkrati pa tudi s tem naslavljajo ta plastični odpad, ki je pa tudi ena druga stvar, ne? In v bistvu delajo iz tega nov material, poliester in oblačila. Kar mene pri tej stvari skrbi, recimo, je, da je to še vedno plastika. Pač, če gre za najboljši možno reciklažo plastičnih plastenk, ki so bile že v uporabi, se pravi, da oni poberejo naprimer iz morja ali pa iz nekega okolja ven plastenke, ki smo jih mi odvrgli, potem, ko smo spili vodo ali pa nekaj karkoli, in to spremenijo v nit in potem ti to oblečeš. Gre za super krožno gospodarstvo sicer, ne? Si ta odpad v bistvu zmanjšal, krati nisi uničil novega vira, pridobil si nek kos, zaradi tega pač nisi nekega drugega kupoval, ampak na koncu je to še vedno plastični odpad, ki se ga zaenkrat ne da reciklirati, ker ponavadi tem poliesterskim materialom dodajo še druge materiale zraven in mešanice so šele v razvoju tega, da se bodo dale reciklirati, vsaj na tej industrijski večji ravni, ne. Tako da kle, v bistvu jaz se probam sem pa tja kaj kupam, zato ker me zanima, kakšen je to po tipu, kako se to vzdržuje, ker hočem biti na tekočem tudi s tem delom. Okay. Ampak, če bi bila jaz pač običajen potrošnik, bi se temu vse ni izogibala. Še manj bi kupovala nov poliester, ampak, a ne, če že kupuješ poliester, pol dej iz recikliranega, ampak če pa lahko kupuj rač naravne materiale. Se pravi, ta je tisti, ki je bil že recikliran, recimo. Ja, se pravi, recikliran poliester, spet je več možnosti, ne, ker v vsaki industriji se najdejo ljudje, ki hočejo na podlagi tega, da je neki trendno pa fajn, zaslužiti, ne. Ja. Tako da obstaja tudi recikliran poliester, ki je narejen izključno iz plastenk, ki so bile narejene za to, da bojo enkrat recikliran poliester, se pravi, industrija je iz naftnega derivata naredila plastenko so odvrgli, s to plastenko so vmes nič drugega ni dogajali, odvrgli so jo in iz nje naredili nov material, ki so mu lahko rekli, da je recikliran poliester. Tudi to se dogaja, tako da zdaj te oznake so že malo bolj specifične in lahko pogledaš, ali je pač tvoj recikliran poliester iz plastenk, ki so bile že enkrat v uporabi ali ne.
Okay. Ampak, vsaka taka stvar se mi zdi, Ja. A veš, tudi ta korak, se je moral zgoditi, zato da se je prišlo pač do tega krožne uporabe teh plastin, ki jih bomo morali nekaj z njim, s tem plastičnim odpadom narediti. In slej, ko prej se bo, upam, da našel nekdo, ki bo pač tudi znal reciklirati že recikliran poliester, mešanico z nekimi drugimi materijali, a veš, in bo to korak naprej. Tako da ni to zelo črno-belo razmišljanje. Meni je prav, da industrija pač miga v neki tej poti, pa tudi, če je pa to mogoče malo slepa ulica, pa se vrnejo korak nazaj. Ti ful dobro balansiraš to, vidim. Ful dobro ti gre. A veš, da nisi samo na eni strani? Ne, ja. Jaz pa tako zase pač probam res čim manj nekih novih stvari kupovati, res razmislim, če rabim, pa če nekaj vidim tacga, da vem, da je bilo to narejeno na trajnostni način, v smislu, da jaz sklep odpiram eno manjšo blagovno znamko ali pa slovenskega ustvarjalca, da je razmislil, kakšne materijale je uporabil, da pač od tega so ljudje, ne vem, živeli, a veš, imajo neke zaposlene ljudi, da je to kos, ki mi bo v Mari stal naslednjih 30 let, pol investiramo v neki tacga, ampak probamo vsem, da so to naravni materijali. Bombaž, viskoza. Ja, tudi volna, če je trajnostna, tako pač vse, kar je, lan, recimo. Ja, lan, ja. Konopla je tudi različne stvari, Ok. Predvsem pa to manj, veš. Ja, manj. Ampak kaj pa recimo prej, ko sem hotela te nekaj prekiniti, sem se spomnila, da jaz ful kupujem recimo ekološke stvari, pa razne, pa mogoče kakšen namaz. A se to, in pa je vse v plastiki, ne? Ja. A se to že da na embalaži pogledati, če je ta, a veš, kako se pol... Sve tudi oblačila, veš, ko pridejo iz drugega konca sveta, tudi če so ekološka, so zavite v neko plastiko, ker enostavno je ta transport zdaj še problematičen, Temu se tako malo težko izogniti, zato pa v bistvu je vedno najboljše, če je lokalno, Lokalno v bistvu je manj že tega transporta, kar sam naredi ogljični odtis, plus v bistvu ta embalaža je lahko precej drugačna, kot če se neka stvar vozi tam z ladjo iz ne vem kjerga konca sveta. Mislim, je sploh kakšna plastika, ki je okej, a veš, kaj mislim, da se jo da lažje, ne vem, reciklirati. Mislim, neki plastike, zdaj sem gledala zadnje podatke, celo niso bili, mislim, da smo v Sloveniji, drugače nisem zelo dobro, jaz moram to vse, nič si ne zapomnim s podatki, moram pogledati, ampak smo v rasti reciklaže plastike, ampak, a veš, mi mislimo, da pač vse, kar je plastičnega in odložimo v to rumeno kanto, da to vse gre nekam v reciklažo in iz tega se nekaj finga spet zgodi, ampak to ni čistko. Pač mi to damo, tam se to presortira in kar surovina, ki je uporabna še naprej, ki jo pač trg ovrednoti, da bo s tem spet nekaj zaslužil, bo šla naprej, ostalo pa ne. In to neki mehni, ne vem, testerčki, embalažice, to ne gre, a veš. In tudi te, ne vem, mini namaski, potovalne velikosti, to nič ne se ne reciklira. To je pač, to so smeti. In tukaj se moramo vprašati, je to res nujno potrebno, a ne? Včasih se mi zdi, veš, sploh pri hrani je tudi ta hacap toliko zahteven, a ne, v bistvu ta pravila, kdaj ti lahko nekaj prodajaš ali pa daješ v neki ustanovi ali pa tako, ne vem, v šolah ali pa... in pa ima vsi svoje... da je to grozno, to je tukaj ene embalaže, meni se zdi čisto nepotrebne. Saj smo imeli mi tudi en kruh, pa ga je učiteljica narezala, pa nam namazala, pa nismo bili za tega nič bolj bolani, v bistvu smo bili... Kak pa je, ko sva že pri šoli, z ozaveščanjem, recimo ti s svojim blogom ful ozaveščaš na res strokovni in dostopen način. Tako da mene res inspiriraš in te bolj, zdaj sem bila malo bolj pozorna in bom še bolj spremljala tvoje delo. Ampak kak je z ozaveščanjem sicer, v šoli? A je sploh kaj tega ali ni, ker jaz... Veš kaj, pač moja izkušnja je, da imam 2 punci
ki ju že sama v tem duhu vzgajam, ne? In one dve sta verjetno za te informacije nekako bolj dojemljivi v smislu, da jih zaznata, ko pridejo iz okolja. Ne? Tako da vem, da v vrtcu so se veliko o tem pogovarjali. Celo v našem prvem vrtcu, kjer smo bili, so nas takrat vprašali, pač, da te otroci res ne pojejo tistih jogurtov, ki so, v bistvu niso niti jogurti sadni, ampak so neki napitki z podobni jogurtom, recimo, a ne, ki so ful veliki, ampak cenovno so pač ugodni, da bi bilo boljše, če bi mi starši privolili, da pač oni kupujo en kakovosten slovenski ekološki jogurt in ga potem na šefalce razdelijo otrokom v lončke in pač pojejo tisto enomejno šefalco in se s tem znebimo plastike, dobimo kakovostnejši izdelek in še hkrati v bistvu se znebimo tega, da otroci stran mečejo, a ne, stvari. Ampak to je bila samo energija tega, kar je v vrtcu delal, da je to želel in je to pol nekako sprovedlo. Ampak meni se zdi, da bi to mogel biti ukrep vlade, oziroma, a veš, nekaj višje, kaj pa na tem področju, a so kakšni ukrepi? Ne vem, pač pri nas v šoli, recimo, ten dogodek drugo leto se bo odvijal, ko mu rečemo Daš dan, kjer si otroci zamenjajo knjige, puloverje, igrače, vse sorte pač, tudi naredijo za reciklažo pri tehničnem pouku, naredijo neke izdelke, ki jih pol tam in vse skupaj se donira, ne, se pravi, ti vzameš eno knjigo, daš tam v blagajnico denar in imajo to v pol 9. razredi, se mi zdi, da so, pač namensko se ta sredstva porabijo in je tak zelo uspešen dogodek, veš, mi smo lani recimo sodelovali pač pored izmenjavi oblačila, ne, sem jaz s puncami sodelovala. Mislim, to se je skozi nek promet tam odvijal. Pač ti si prinesel par kosov, moja ta mala jih je tudi nazaj prinesla več, ker jih je odnesla. Otroci so bili srečni, ne vem. Več bi mogli biti tega. Ja, in tako in se mi je zdel super, ne? In v takih mehkih skupnostih bi se morali to začeti, veš, dogajati bolj, ne. Tako da, ja, šole, se veš, šole so zdaj, jaz to razumem, vsi so pač okupirani s 100 stvarmi, preveč je nekih stvari, ki jih morajo v šoli delati, ampak to so pa neke take osnove. To so pa osnove, ki bi mogli dodati, ne vem. Ja, so pa na temu, a se pol učitelji s tem še ukvarjajo, a se jim da, ali se ne da, ali veš, kako to, ne vem, pol pri nas včasih pride domov preče, danes je bila pa, smo govorili o prehrani ekološki, ampak one dve to vesta tako, a veš, one dve, pa je prišel zeleni zabojček, recimo nam razlagati, pa ne vem, ena gospa iz Umanatere, one dve te izraze malo že poznata in bolj lažje tudi meni to povesta, kaj se je zgodilo in mogoče to tudi bolj poslušata, ne, tako da težko ocenim, koliko je pa zdaj to v učnem načrtu, pa to ni. Ja, to ne veš, ali pa sodeluješ s kom v Sloveniji, recimo, s kakšno organizacijo, a obstajajo? V bistvu spremljam jih zelo veliko, vse, ki so na okoljskih področjih aktivne in tudi smo tako na vezi z nekaterimi, sodelujemo, pač jim šeram vsebine, oni meni tako, ne vem, pri strokovnih stvarih mi včasih pomagajo, ker imajo več kilometrine, recimo, ali pa so na nekih področjih bolj specializirane, ne vem, se udeležujem njihovih dogodkov, jih promoviram, tako, ja, to, mislim, da smo tukaj v Sloveniji, kar se tega tiče, tudi kar dosti aktivni. Tako da vsak, ki si želi v eni stvari bolj mogoče, a veš, se vidi, najde neko organizacijo, ki je že aktivna pri temu. Ali ne gre to za čiščenje vod, ali za, ne vem, zdaj so bili digitalni odpadki, recimo, aktualni, ne vem, izmenjava rastlin, izmenjava oblačil, vse to, a veš, je tako, organizacije so nevladne. Kaj pa recimo vplivnice, tako kot si ti, si osamljena, bi rekla? To pa se mi zdi, da če se primerjam s splošnim trendom, a ne, slovenskega instagramerskega sveta sem imela obdobje, ko sem bila zaradi tega tako res včasih že na robu tega, če na to sploh še početi, a so na Instagramu ljudje, ki to sploh še spremljajo, ker se mi zdi, da če ne migam dovolj, da se utapljam, da bom kmalu v bistvu tako potopljena z samo tem svojimi informacijami in svojimi
objavami in noben ga to ne bo zanimalo, ker je v bistvu poplava informacij glih kontra in pač ta algoritem instagramerski zelo podpira neke take, se veš, hitre instant teme in se moraš zelo potruditi, da pač ta informacija pride sploh do ljudi, ki jo ti podaš na mogoče bolj strokovan, pa bolj ti bi mogla imeti kakšne ambasadorke, veš. Tako. Mislim, definitivno ne smeš nehati, ker jaz sem zdaj kar malo odpadla in sem doma napovedala spremembe. Ta zelen zabojček me je tudi navdušil, sicer mi nismo z Ljubljane, ne? Ampak oni odstavljajo tudi nekaj ukrep, sem ne s kolesom. Ne, se v bistvu Boštjan hodi v službo v Ljubljano, to ni problem, ne? Ker mene iskreno zelo moti, pa sem si kar malo zatiskala oči, a veš, kaj greš v trgovino končati doma s plastiko. Ja, pač in napolneš eno vrečo tako. Ja. Jaz v bistvu vsako stvar, ki jo jaz obravnavam na svojih ali družbenih omrežjih ali pa na blogu, je to posledica tega, da je mene to v vsakdanjem življenju zmotilo. In pol sem enkrat zbrala energijo in sem rekla, zdaj pa čas za to naredim drugače. Pač seveda to ni šlo čez noč, ne. In tako se je s tem zabojčkom v bistvu začel. Že ko sem začela kuhati kašice, beli, jaz res ne bi šla v trgovino pa kupila sadje, ka sploh ne vem odkje je, ali pa zelenjavo, pa vse prešpricam, pa to dajala otroku. Mislim, nimam pa vrta, nisem imela nobenih kmetov poznanih, a ne. Tule v Ljubljani sva s Perotom sama, nisva midva iz Ljubljane v tem smislu, da bi imela mamo, ki ima vrt solato, pa to. Jaz sem iz Kranja drugače. Ja, ti si iz Kranja, za njega vem, da je zelenja. Tako da sva iskala že takrat opcijo, da bi nama zelenjavo pripeljali na dom, ampak takrat s tisto ponudbo, načinom in tem nisem bila zadovoljna in sem pol opustila in začela hoditi v neko trgovino, kjer so imeli pač ekološke stvari. In s časoma sem ugotovila, da mogoče tudi ni to ta tip ekoloških živila, ki ga jaz hočem, ker jaz sem želela tudi hkrati, da je to mogoče malo bolj lokalno, veš, da niso vsa jabolka iste oblike, pa iz ne vem kje, ampak da je pač to domač slovenski ekološki jabolka, ne. In tako sem, ne vem, kako sem sploh naletela na ta zelen zabojček, ampak jaz sem tako to je zdaj na pol reklama. Ja, nič hudega. Jaz sem njim toliko hvaležna, oni pripeljejo s kolesom, zabojček, za katerega smo zmenjeni za eno ceno in v nedeljah pač mi oni v spletni trgovini noter namečejo stvari za to približno. Pa ti veš potem, in jaz katero vrsto dobiš? Vse vidim, koliko količino in vrsto in potem pač rečemo, ta teden bi imela pa še, ne vem, bolani smo, bomo imeli še kilo limon, da bomo stiskali limonade, pa še 2 kili krompirja, pa čebule me zmanjkali, pa ne bi jedla špinače, ki sem jo jedla, ne vem zakaj. Prejšnji teden, skratka, to obrne. V bistvu, vse obrne. Super. In pa ta zabojček v četrtek pride s kolesom in pride z njim zabojčkar. En gospod, ki v bistvu tudi kaj spregovoriva, jaz sploh nimam potrebe jeti na tržnico, ker se z njim pomenim to, kar se ti včasih pomeniš tam zbranjevko. Sem na tržnici, veš, jaz sem bila v Puli zdaj v soboto in sem rekla, ali v petek, in sem rekla, a imate kakšne bio jabolka? Ja, gospa, bio jabolk pa ne boste več dobila. Veste, da bio sploh ne obstaja. No, to je grozno. Ja, mislim, a veš, jaz niti ne vem zdaj, kam bi šla. Dobro, jaz skupam nekaj, kar piše tam gor bio, ker jaz iskreno, če grem v kjerokoli trgovino našo, veliko, verjamem, da je to ekološko, da ne bo nekdo spakiral. Ampak saj to je zdaj čisto enostavno. Ti imaš v Evropski uniji zeleno značkico, ekocertifikat, ekološka kmetijska proizvodnja. In kjerkoli državo bo šla, ali pa na tržnico, mora on to značko imeti, če trdi, da je ekološki ali pa bio. No, vse na tržnici nisem dobila nobenega. Ampak v trgovini imaš pol, jaz Boštjana pošiljam, veš, moj hodi on v shopping, meni je to tako muka mi je, no. Ja. In pol ve, da ne prinaša bio, ampak seveda so te... To je še vse zavita, ne. A veš, pri zelenem zabojčku sem se pa jaz tudi, mi smo tudi tako, najprej smo bili v trgovini, pa isto pero, pa smo pa to hitro spakirali,
polne smeti embalaže. In Ja, to se tako zgodi imaš, v in bistvu, se dogaja in pol te ja. moti in pol enkrat rečeš, pa čak malo, mislim, v čem je fura, da jaz kupujem biološko, če mi to vsakič zavijo v neko plastiko, se pravi, tudi ta plastika se tudi obdaja, prej na nekem, ja. na neki hrani, pa še ful mečem v smeti eno embalažo, ki tega nočem početi. In potem sem šla na ta zabojček, kjer imam pa kartonasto škatlo, kjer je vsakič pustim pred vrata, on mi pa prinese pač drugo kartonasto škatlo z noter. Pa se to je že par leta, ne? Zdaj jih imam pa že ne. Mislim, ne ti, ampak da so 15 let. Se mi zdi, da so zdaj praznovali. Jaz jih imam 5 let. Aha. Ful sem zadovoljna in vsakič mu rečem, prosim, ne nehati. Ker to je, Ja, veš, valjda, kako so ne. ti biznisi, to je tako kot tvoje, pač to je ljubeče zrasel iz nekega prepričanja in to pač ne moraš ti od tega obogateti, niti neko industrijsko potjeti, ne, pač tle zadaj so še vedno ljudje, ki to pakirajo, ki iščejo te kmete, ki se z njimi pogovarjajo, ki se jih prepričujejo in pač jaz verjamem, da v nekem trenutku lahko ti tudi obupaš, čeprav je bilo to nekako čisto v tem smislu donosno, da lahko živiš, ampak mogoče se iztrošiš vsemu temu. In jaz mi rečem, prosim, ne mi tega vzeti. Tak teden mu rečeš. Ja, res, jaz sem jim tako hvaležna. Rešili so mi odpad plastičen iz trgovin, ker zdaj pač naročam tudi jajca in moko imajo in mlečne izdelke, razen pač mesnin nimajo, ampak druge stvari imajo, pač tako v veliki večini velik stvari se najde gor. In mi to pripelje na dom, meni treba nikamor jeti in to pride s kolesom in to je izbran. In jaz se nisem ukvarjala v trgovini in obračala vsake stvari, a je ekološko ali ni, a je to lokalno ali ni. Tam posod piše zraven, ali je Slovenije. Imajo pa tudi del stvari iz Italije, tako da imaš tudi, ne vem, avokado, banane, Kar ni pri nas. Kar ni pri nas, ampak je pa v bistvu, kar je sezonsko in lokalno, se pravi Slovenija, Hrvaška, oni imajo samo ekološko. Pa Italija. Ja. Oziroma nekaj časa vem, da so imeli neko integrirano predelavo, ampak zdaj ne zaznam več tega. Mislim, da imajo vse ekološko. Ja. Ok, se pravi, če greva iz plastike na mikroplastiko, o kateri se zdaj veliko govori, ampak mi smo že ful dolg klepetava, ampak to te moramo vprašati. V bistvu sem prebrala, da jaz sem mislila vedno, da mikroplastika nastane, ko plastika razpada, ne? Kar se recimo pri oblačilih res dogaja in ti v tem super blogu, ki ga še sploh nisem omenila, 30 nasvetov oziroma korakov. Tega bom sigurno dala link, če ti je ok, ker se me tako zelo dotaknil. In predlagaš tudi tam zamenjave za izdelke, ki onesnažujejo, ne? In v bistvu, da to vse gre pol v vodo in preko prehranske verige v naše telo, da so našli mikroplastiko v krvnem obtoku, recimo. Pač jaz sem se kar zgrozila, ampak še bolj pa, da mikroplastiko v bistvu so načrtno proizvajali. Ja, tako. Lej, to je v bistvu, jaz sem o tej mikroplastiki na eni strani slišala zaradi tega poliestra v oblačilih, ne, in spoznala eno znamko slovensko, ki v bistvu dela neke nastavke, filtre, ki ti lahko namontiraš na pravi stroj in ti to mikroplastiko lovi. Naš problem je bil, da smo v hiši že bili, ko so oni pač to meni ponudili, jaz sem to sicer probala, ampak mi imamo pralni stroj tako nekako noter ugrajen, da bo treba tisto vsakič ven potegniti, filter odmontirati in te mikroplastike je toliko, da moraš ti to vsak mesec odmontirati. To jaz sem razgrožena. Jaz, če bi zdaj še enkrat, ko bom prenavljala pralnico ali pa ta del, kjer imamo pralni stroj, bom to naredila, da bo ta filter skozi gor, pa da ga bom lahko učrafala normalno vsak mesec, ker ne želim prispevati toliko k temu problemu. Ampak to je, tam sem bila prvič tako zgrožena, pa recimo, da sploh ne kupujemo toliko poliesterskih oblačil, ampak se veš, to je malo pajkica. Posod. Skratka, in od takrat naprej sem imela tako že malo antene, kaj to je. Pol druga ta mikroplastika, s katero sem se srečala, je na morju, ko smo začeli hoditi. Zmeraj smo si želeli hoditi na zelo
taka odročna mesta, kjer ja ne bomo nobenega srečala, ne, in končno smo do te neke destinacije prišli. In to je otok, na katerem res nič ni. Prav tako ni trgovine, ni sladoleda, ni nič ni. Pač majhen otok, 10 zapuščenih hiš, pa naša, kjer smo mi. In tam je plaža na eni strani otoka, ki je obrnjena proti jug, in jugo so ti dolgi veliki valovi, ki pridejo iz Grčije, Albanije, čez celo Hrvaško. Okay. In ti valovi v bistvu prinesejo to, kar se plastiko in na tistih skalah in tistih grmičkih, ko voda odteče, se to zadrži. Ne? In to je bilo prvo leto, koliko smo, 500 čevljev, 500 ne parov, ker to so... A ja, vi ste že več let to pobirali? Zdaj gremo 3. leto. Okay. Se pravi, 500 nekih sandal, plastika posod, to je tako, kot na tistih slikah, ki jih vidiš, ki rečejo, to je pa v Afriki ali pa nekaj, ja, ne vem kje. Pa si jaz mislim, pa kjeri packi, to ne morejo spucati, a veš, tako. In jaz sem to kle videla uživo, jaz sem se razjokala, na Rajskem otoku smo tako res lepo, nekjer nobenega, na drugi strani peščena obala, turkizna voda, v zavetju, ne? Na tej pa taka pač dalmatinska obala, grozen. Pa smo pobirali tiste smeti, plastične embalaže, predvsem plastenke pijače. Temu, čemur se res lahko izognemo, a veš. No, in tam, kaj to preperel na soncu in je bilo že verjetno nekaj časa tam, vsako plastenko, ki si jo prijel, pa si jo hotel malo speštati, da bom čim več teh plastenk šlo v vrečo, to je v trenutku razpadalo na majhne koške, ki jih ne moreš več pobrati. In to sem videla, to je ta mikroplastika, o kateri vsi govorijo. Ja. Pač to imam jaz kle v našem Jadranu, jaz rečem našem. In to bo naslednji jugo, bo to odplakano v vodo in ribe bojo to pojedle. Ne? In sem lahko res, ok, o tem mikroplastiki moram začeti več govoriti. No, potem je prišla letos ta uredba oktobra, kjer so z evropskimi zakoni omejili uporabo mikroplastike oziroma jo prepovedali. Sama nek... Ja, in potem sem začela to raziskovati, ker sem se tega razveselila seveda in pač na začetku bojo ukinili bleščice. Se pravi, uredba govori o trdi mikroplastiki, ki je manjša od 5 mm. In to recimo so bile neke, ja, v kozmetiki bleščice, mogoče v teh tužgelov niti ni bilo več toliko, ker je bilo to že prepovedan prej. Ne vem, v športnih recimo teh travah ali pa to je pač spoden del teh podlag in to direkt pol prehaja v zemljo. To so prepovedali, ampak to bo z nekim časovnim zamikom, da imajo v bistvu nek rok. Tako, odvijali v naslednjih, mislim, da celo 8 letih vse skupaj, ne, te razsute bleščice takoj, ostalo pa kasneje. In to sem začela tako čisto raziskovati, ker me iz kozmetičnega stališča tudi zanimalo in ko se neke take stvari lotam, ne, probam pridati čim širše okrog vsega tega in ja, sem ugotovila, obstaja primarna mikroplastika in to je ta mikroplastika, ki razpade iz večje plastike in največ jo pač vidimo ali od plastične embalaže ali pa od oblačil in temu se moramo pač mi kot potrošniki čim bolj probati izogniti. In obstaja druga mikroplastika, sekundarna, ki je narejena za to, da gre v neke izdelke in konkretno v kozmetiki je to običajno ali za nek prijeten senzoričen občutek, se pravi, da imaš ti občutek, to je pa res ful svilena tekstura, ta, ne vem, ta puderček res ne ima šipor, ful mi lepo gor stoji, ful se lepo blešči, ful ima, ne vem, te stvari, plus, kar sem bila šokirana, samo za volumen v nekih izdelkih za tuširanje in to, v bistvu ta mikroplastika daje volumen izdelku. Se pravi, ti kupaš plastično embalažo, ki ima not mikroplastiko za volumen, pa zelo malo nekih učinkovin in si pol veselka s tem mažeš sebe in odplakuješ v vodo. No in te sekundarne mikroplastike v večini niso prepovedali, ker je ta evropska uredba ni še definirala kot mikroplastiko. Se pravi, oni so definirali mikroplastiko samo kot trde delce. Ta mikroplastika, o kateri govoriva za volumen pa vse, so pa lahko tekoči polimeri,
Veš, to so vsi ti to pa še ni sintetični prepovedano. voski in to ni prepovedano in to naj bi bilo v nekih več kot 90% sekundarne mikroplastike v kozmetiki je to vrstna mikroplastika. Se pravi, to še ni prepovedano. To ali bo v naslednjih letih ali ne bo. Mi zdaj to vemo, da je, Se pravi, je na nas, da smo pozorni. In se lahko temu bolj izognemo. Pač kako se spet izogneš? Jaz sem šla pol skenirati moje izdelke, ki jih uporabljam, pri znamkah, ki so ekološko certificirane, s tem Kozme Bio certifikatom, te mikroplastike ni. Zdaj, ali je bilo to naključje, da v vseh mojih teh izdelkih mikroplastike ni bilo? Dvomam, po mojem, je to že prepovedano. Ja, pa to so polimeri. V bistvu imaš aplikacijo, ki ti skeniraš, skeniraš, kaj v kozmetiki je. In v večini te, se veš, ekološko certificirani izdelki so tudi izdelki, ki so v zelo visokih odstotkih naravni, se pravi. Običajno te znamke zdaj tudi pišejo koliko in to je, ne vem, 97% naravno, se pravi 3% je pa nekaj nenaravenega, lahko bi bila tudi to, ta mikroplastika, lahko je pa tudi nekaj drugega, ampak če veš, vsaj 97% moje mleka za telo, ki se bom danes namazala, pa mi bo kle gor mikroplastika stala, jutri ga bom pa odplakala z vodo, ali pa se mi bo v telo noter, mi bo šlo. Pač z izbiro nekega ekološkega izdelka se to ne bo zgodilo. Meni je to ful dobro, da ti ozaveščaš. Jaz sem rekla, da bom tudi malo več mogoče pisala o samih sestavinah ali pa o kakšni. Jaz imam res tudi sama ta hladno stiskana olja, vsa ekološka, ki so tudi čist drugo, kakor neka mineralna. Ne? Tako da, midve sva zdaj že kar nekaj obdelale, nekaj še ne. Mogoče pa kdaj ostali za drugič, ampak mene pa vsem zanima ta blog, ki sem rekla, da je super in ti res da misliti in sem tako prav me je presenetil neki stvari, neki tako v pozitivnem smislu. Obstajajo recimo ovitki za telefon, ki so razgradljivi ali pa da niso vse papirne, mislim te čajne vrečke. Da niso to vse papira, ne? Da ni vse papira, ne? Tako da ta blog bi jaz vsekakor vsakmu priporočala res. Ampak to sploh ni Ni nov blog. Ta blog je po mojem star 3 leta. Ampak je meni pa in ga moram zdaj posodobiti. Ful mi je široko, to je moj način pisanja je v večini pač praktični nasveti. Tle so res praktični nasveti. Če nekdo začne, bi jaz rekla, preber to. Tako, in to je tak splošen blog, 30 korakov. Ga moram pa zdaj, jaz ga že nekaj časa nisem prebrala, priznam, ker verjetno se v tem času več na področju sustainability se vsak dan nove stvari odvijajo in hvala Bogu se vlaga tudi v znanost v zvezi s tem, da se te stvari pač odvijajo in tudi v Evropski uniji, to bi rada pač še povedala, jaz zdaj sledim vsem novo sprejetim zakonom ali pa predlogom zakonov, ki se naj bi sprejele na področju sustainability in tega je res veliko. Pač Evropska unija trenutno, pač zdaj, ko spremljam 1 leto, ful vlaga v to, da bo pač že sama zakonodaja, bom rekla, bolj primerna za to zeleni prehod, za zeleno gospodarstvo in vse to, in hkrati omejevala te laži, dezinformacije, skratka, veliko se dela na tem področju. A to ste imeli v Bruslju zdaj? O tem smo se v Bruslu delamo pogovarjali, ampak v bistvu prav s tem, ko sem se začela, bolj me je zanimalo to, ko ti lahko z nekimi koraki nekaj narediš in porivaš to stvari z ene strani, ampak seveda, da zakonodaja v bistvu na drugačen način to reš, in tudi lahko hitrejš mogoče kakšne stvari in me to tudi zanima, da bo pač končen rezultat in sem se prijavila na te novice, ki jih pač Evropska komisija ob sprejemanju novih predlogov in zakonov izdaja in sem bila presenečena, koliko tega, ker to v bistvu do navadnega človeka niti ne pride. Koliko enih stvari na kolikih področjih se mora sprejeti, da se lahko
ne vem, veš, neke uredbe na novo zgodijo, naprimer ta mikroplastika in vse to, ne. To zdaj zeleno zavajanje, ki bo prepovedano. Pač to je na dnevni bazi, ko se nekaj dogaja. In mi je super, tako da zdaj bodo evropske volitve in vsekakor se mi zdi pomembno, da podpiramo pač politike, ne zdaj kot osebe, ampak politike, ki v bistvu bodo nadaljevali ta zeleni prehod, ker je to pač, a veš, edino, kar nuja in tudi mi kot posamezne države to nismo sposobne sprejeti, no. Pač dokler ne bo to sklenjeno na evropski ravni, ki pa to hkrati vse tako v bistvu pelje, da tudi naprimer kozmetika, ki bo uvožena, a ne, iz drugih delov sveta, pač ne bo mogla biti narejena pod drugimi pogoji kot ta, ki je pri nas, če govorijo samo o kozmetiki ali pa moda ali pa to. Skratka, da bo s tem poskušala tudi svetovni trg spremeniti ali pa poriniti v pravo smer. No. In se mi zdi to zelo pomembno, ker če se to spusti, to nobeden ne bo. Pač kjer politik bo v vseh temah, ki se zdaj še ukvarjajo z njimi, pač dal pa prednost zelenemu prehodu, da bo to res pravočasno ali pa hitro ali pa da bo pač tako narejen za vse, da bo za vse dobro. Res je, se mi zdi, da čas, da se začnemo bolj odgovorno obnašati kot posamezniki. Se mi zdi, da velikrat mislimo tako kot pri politiki, ne bo šel volit, se ne moreš nič spremeniti. Ne bom jaz zdaj se ne morem nič spremeniti. Ja, vsak lahko spremeni, a ne. In pa v bistvu ne se zdaj mogoče tudi sekirati, če ne bo vse perfektno, a ne. Pač jaz sem zdaj, recimo jaz sem mislila, da smo mi trajnostno naravnani, imamo čistila, imamo tužgele, a ne, to vse te ekološke in take, ampak je še ful napredka, a ne, in postopoma, da v bistvu vsak dan lahko vsak nekaj prispeva. Ja, pa predvsem tako, kot smo na začetku rekli, da to te lahko tudi malo tako depresira. Ja, te lahko. In tudi narediš napake, in zato, ker si rekla, da sem jaz prva dama, ne, jaz sploh nisem. Meni se zdi, da sem jaz sebe dojemam kot v bistvu eno žensko, ki je mogoče zdaj pač v bolj zrelih letih in razmišlja bolj tako o prihodnosti svojih otrok in o svojem zdravju in se zavedam, da sem potrošnik, ki moram pač sama poskrbeti za to, da bojo moje odločitve prijazne, se pravi, mojemu zdravju in okolju, v katerem bojo živeli moji otroci. In samo iz tega ven pač črpam vse te informacije in spreminjam svoj vsak dan. In se zmotam in pol stvari ne ve. Ja, razumem, ampak si kot sem prej rekla, da si ful v takem balansu, no, da nisi. Ja, zato ker vidim, pač, mogoče sem za kakšno stvar še pred časom, mislim, da to je pa najbolj možno ekološko, kar sem našla. In tudi najboljš, pa se pa kasneje izkaže, da pa mogoče ni to zelo dober, a veš, tudi v bistvu te nihanja imaš pri sebi, ne? Ko se ti zdi, da moraš pa naenkrat vse spremeniti, pa pol časa ugotoviš, da si, ne vem, 10 ekoloških stvari vrgel stran, pa da bi bila ona, ki se imel prej še neekološka, mogoče v tem času čišče uporabna. Veš, tako, pač malo za to zdravo pamet, no, to se mi zdi, da je pri tem prehodu tudi zelo dober. Vsak mora poslušati sebe, pa se mi zdi, da ne. A veš, je pa vse. Ampak to je težko v današnjem času poslušati sebe, se ti ne zdi, meni tako, kar rečejo, ne vem, imam to eno zgleda, ko bi rekla temu, ko rečejo, moraš biti najboljša različica sebe, se mi zdi, da so to vse tako neke ti marketinški puši, a veš, pa tudi poslušajmo sebe, pa to, da se pač nekaj za tem prodaja. V bistvu vsa fora so se ne bile te, pa da se proda čim manj. Sigurno, ampak če si ti ozaveščen o nečem, a ne, recimo, če sem jaz prebrala tvoj blog, jaz zdaj lahko, ti si mi odprla obzorje, a veš, in jaz se bom zdaj odločila, kaj bom najprej naredila, a ne, kjer korak, ne bom šla vse spremeniti, ker pač
bom pa čisto stresu, a ne? Ja. Tudi, če boš mogoče kdaj se ti zdelo, ok, to sem probala, pa mi niti ni šlo, pa v moji družini to ni tak pereč problem, pač ok, kupam ene poliesterske pajkice na 20 let, ne bo to zdaj problema, ne? Tako. In boš pač kupila, ne boš šla pa kupiti vsak let, pa vsako sezono 20 novih poliesterskih pajkic. Različnih barv. Ja, pač tukaj se mi zdi, da laka to pametno. Z neko to zdravo mero, ne? In tudi, ne vem, stvari, ki so se včasih zdele na splošno v trajnosti fajna pot, so mogoče samo odprle nove poti, da se bo zgodil še kaj dobrega, mogoče so pa sam zaprle vrata in rekle, ne, v to smer ni fajn, da se razvijamo. Ker je pač to zdaj trenutno tako področje, da je toliko široko, vse obsegajoče in v nekem razvoju, da enostavno ne moramo naprej predvideti, bo to vse dobro. Drugo področje? Če imaš zdaj tri kategorije, oziroma recimo trajnostna moda, lepota pa hrana, vsak dan. Hrana, ja, o hrani nisem še veliko pisala, se pa zdaj v bistvu malo lotevam prav tega certifikata, ker se mi zdi pomemben, če želiš v hrani nekaj spremeniti, pa zdaj sem že toliko časa v bistvu na tej poti, da mogoče nekaj vem o tem. Imam tudi eno sodelovanje z ministrstvom za prehrano, tako da bom nekaj govorila o tem, ampak v bistvu se usmerjam takrat, ko to rabam. Naprimer, trenutno nimam pojma o električnih avtomobilih, ker imamo en star avto, in s tistim enim avtom smo zadovoljni in nimamo potrebe po novem. Ko bo pa čas prišel, da bomo mogoče rabili nov avto, se bom pa pač posvetila temu področju in ga naštudirala na splošno in pol tudi predstavila vsebine, ki so bolj, bom rekla, tako pač praktične na družbenih omrežjih, pa iz moje izkušnje in mojega vidika, ne, tako. Ok, bi še kaj dodala? Ne, v bistvu ne. Smo kar dobro poklepetali, ne? Malo je za nekaj. Mene veseli vsekakor, da si me povabila, da sva lahko malo predebatirale tvoje in moje začetke in da vztrajaš na tej poti. Jaz kot pač, ker sem v lepoti že toliko časa, vem, da ta pot ni enostavna in res občudovanje, da vztrajaš in da si zdaj že končno nekaj časa prisotna na trgu, a ne, to pač moraš tudi vzeti za nekaj plus, a ne? Moram biti prijazna do sebe. Ja, vsekakor, veš, tudi te ene velike znamke, ki jih jaz spremljam, velike, ki so na trgu že, ne vem, 50 let, ima večji asortiman, na nek podoben način. A veš, delujejo kot ti, a ne, tudi nimajo zdaj 100 izdelkov, ne dajo vsak, mogoče, ker let sploh nimajo nič novega, pa je tudi vse v redu, zato ker to so v bistvu znamke, ki zadovoljujejo trajnostne kupce, ki ne rabijo vsak dan imeti nove šminke, pa 100 stvari, s katerimi se osrečijo, ampak imajo dovolj neke osnovne, a ne, kozmetike. Je pa seveda to problem pol iz stališča financ vzdrževati in da ti je to zadovoljivo, a ne. Meni tudi dostikrat rečejo, pa ti zaslužiš dost s tem, ko pišeš o trajnosti. Vsekakor, ko ti stopaš na trajnostno pot in zmanjšuješ svoje želje po materialnih stvarih, a ne. V bistvu tudi pa ne rabiš nekega, ta bogatstvo finančno tudi ne privlači toliko kot neka ta izkušnja, ki jo imaš z naravo, ali pa z mislijo o tem, da bo prihodnost za tvoje otroke lahko še vedno pač nekako zdrava, pa tako. Ja, tako da to so vse ti balansi. Pa zaključila z mislijo o naravi in ti želim lepe sprehode s svojo psičko, zdaj lepo vreme in občudujmo rožice in jih vonjamo. Mene kar tako ponese v en tak bolj umirjen svet, a ne, da je pol tako malo manj misli v moji glavi in tudi se kakšna ideja pride pol, ki ni tukaj tega drugega balasta, ne, ali kakor. Že z tega stališča se mi zdi, da je prav, da naravo pač ohranjamo tako, kot je, da lahko pa v njej tudi uživamo. Tako. Hvala ti. Z veseljem. Evo.